Ati, mi bomo tebi lulčka kar odtrgali, da boš rajš punčka. Čisto po naključju sem na basu, na tale prazen parkirišče, ki ga sicer že dobro poznam. In se veš, kaj ti gre pol tako v možgane, ne? Avto, prazen parkirišče, pa sneg po tleh. Družinski avto, gor pa dol, vsakega se da po šrek spraviti. Mogoče me malo moti, da ima tale Zafira elektronsko ročno, ne pa ta prave. Nič ne bo! Veš, sprednji del ima premalo prijema in ravno ta trakcija je ključna, da potem zadek zdrsne. Tukaj pa gremo sam čez nos. Veš, če pa premalo prijema, se moraš pa pač vedno spomniti, da imaš ti avto na sprednji pogon in če peleš rikvrc, imaš pa kar naenkrat avto na zadnji pogon. Na tak način pa lahko narediš ful lepe 180 stopinjske zdrse, ki so pravzaprav povsem varni, pa še naučiš se hitrih korekcij volana, zato da takrat, ko se obrneš, da ti avto ne gre levo ali pa desno, ampak greš naravnost. Vmes moraš pa seveda pohoditi s klopko, pa dati v drugo prestavo pa gas. 3, 4, zdaj. Klopka, druga. Evo. Zdaj pa pelem Gizmota na sprehod in mislim, da sem dolžen eno tako dost orenko razlago. A veš, včeraj sem objavil 200. vlog in mogoče je izgledalo, kot da mi je za vse skupaj vseeno, ampak mi res ni. In mogoče sem premalo poudaril to, da pač familija pri meni pride na prvo mesto. Lega, moje drevo. In po eni strani mi je dost hudo, da nisem mogel speljati enega tazga dost kulskega, pa pravzaprav po eni strani čist preprostega načrta, ki sem ga imel za ta 200. del. Zdaj preveč v bistvu nočem povedati, zato ker jaz ta načrt še vedno mislim uresničiti, je pa dosti tesno povezan z dejstvom, da sem jaz vse vloge zdaj brez izjeme posnel s telefonom. Ajde, no, v bistvu sem jih posnel z 2 telefonoma, to ni nobena skrivnost. Samsungom S7 pa s Huaweijem P9. Gizmo! Lega. Gizmo, jaz sem tukaj. No in jaz sem se z enim od teh telefonov hotel pohecati na en tak dost izviren način. Ampak, kakor pravim, pri načrtih je tako, da se dostkrat zgodi, če pač vse naštima tako, kot bi morali, da se malo podrejo. Obenem sem pa tak človek, da če si nekaj zamislim, to ponovadi tudi spelem in tudi tokrat bo tako, prosil bi sam za pikico potrpljenja. Gizmo, se greš drsati ti mal? Mimogrede, Gizmo ne prenese vode, a vi to veste. Tako dogležno greš še noter, ne? Da bi šel pa do trebuščka, kožuščka, to pa ni šans. Drugač pa, če koga zanima, ta mala se bori s 40 vročine, jaz sem tudi malo bolj smrkal, tudi glas pa malo bolj čuden. Tina se ne počuti najboljš, tako da smo vsi v takem bolj statičnem položaju, na pol hibernaciji celo, in ko se vse poštima, pičim dalje in v tistem trenutku se bo tudi s komotar minuto zgodil še marsikaj zanimivega, pa ta desna roka me zdaj toliko zebe, prsti, Kar se pa tiče kratkoročnih načrtov, danes v ponedeljek, mislim, vi gledate to danes v ponedeljek, zame je še vedno nedelja, bom naredil, lej tudi gumba ne zadanem, sladko-kisle s tole Opel Zafiro, kar bi moral biti precej zanimiv, zato ker avto ne samo, da je prenovljen, ponuja tudi eno zadevo, ki se imenuje Opel OnStar. To sem tudi enkrat že razložil, ne? Stisneš gumb, oglasi ti nekdo, ki govori slovensko in ti pomaga lahko na 100 različnih načinov. Should be fun. Lega. Stari, svaka čas, da se ti zdaj na kvadu okrog voziš. Jaz te sam pogledam, pa me začne mraziti. Drugače pa mogoče še ena štorija od ene par dni nazaj. Jaz pa Ava se tuširava, pa ta mala kar naenkrat obstane, pa me začne gledati, pa prav, Ati, mi bomo tebi lulčka kar odtrgali, da boš rajš punčka. Ja, nič ne, pa sem pa na hitro prdnil, da sem preusmeril pozornost, pa je bilo spet vse v redu.